V Šmarci je bilo današnje sobotno popoldne še posebej slovesno, saj so gasilci prevzeli novo sodobno intervencijsko gasilsko vozilo GVC 16/25. Prosimo te, blagoslovi ta gasilski avto, namenjen ljudem, ki jih zadanejo nesreče. Naj pomaga in lajše reševati življenje in premoženje. Prosimo te, pomagaj gasilcem pri njihovem delu, nam vsem pa daj, da bomo posnemali Jezusa, ki je dal svoje življenje za nas in s teboj živi in kraljuje vekomaj. Ključe novega vozila je poveljniku PGD Šmarca izročil kamniški župan, sicer tudi član tega društva. Izročam ti ta ključ, da ga boš izročil tistemu, ki bo potem to vozilo tudi vozil, naj bo čim več varnih kilometrov, preudarnih in pa čim manjkrat na nujni vožnji. Se iskreno zahvaljujem za predajo ključev novega vozila. Ob tem pa se zahvaljujem tudi vsem članom društva, vsem organizacijam in posameznikom, ki zaupate v operativno enoto prostovoljnega gasilskega društva Šmarca. Sedaj pa prosim voznika Markota Šarec, da prevzame ključe vozila. Hvališ vozil, predajam ti ključe novega vozila, za katero naj se skrbno vzdržuje in uporablja za cilje zaščite in reševanja s pravim namenom. Zahvaljujem se za zaupanje in obljubim, da bomo vozilo skrbno vzdrževali za namene gasilstva. Pa si poglejmo sedaj sam začetek slovesnosti, ki se je začela tako, kot se za takšne prireditve spodobi, slovesno gasilsko parado.
Nato so sledili nagovori, prvi je zbrane pozdravil in nagovoril župan Marjan Šarec. Tako vozilo je res izjemna pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo, kot je prostovoljno gasilsko društvo Šmarca, ki je bilo zadnjič deležno take pridobitve leta 1989. Od takrat je seveda menilo precej časa, tehnika je šla naprej, razvoj je šel naprej in po redosledu v občini Kamnik je prostovoljno gasilsko društvo Šmarca prišlo na vrsto za novo vozilo in danes realiziramo ta sklep in izročamo v delovanje tole cisterno. Spoštovani gospe in gospodje, res je, vozilo je lepo, vozilo je funkcionalno, vozilo je po najnovejših standardih in predpisih, vendar pa to vozilo ne more narediti nič, če nima usposobljenega moštva, ki je sposobno se spopasti bodisi z ognjeno stihijo, bodisi z drugimi naravnimi in nesrečami z nevarnimi snovmi. Večkrat sem že povedal, mogoče se ponavljam, vendar tehnika brez usposobljenega moštva je mrtva tehnika in lahko ostane v garaži. Zato si želimo, da to vozilo postane popolnoma funkcionalno in sicer tako, da se ekipa, ki bo na njem delovala, tudi usposobi, kajti krajani morajo biti prepričani, da jih varuje enota, ki je usposobljena in kos nalogam, ki jo čakajo. Spoštovani gasilke, gasilci, spoštovani krajani, želim, da bi to vozilo seveda čim manjkrat šlo na intervencijo, ko pa bo, pa mora opraviti svojo nalogo. Iskrene čestitke gasilskemu društvu Šmarca, iskrene čestitke vam, krajanke in krajani, in upam, da bomo vsi skupaj zadovoljni s to novo pridobitvijo. Hvala lepa. Novi predsednik PGD Šmarca pa je ob zaključku povedal. V času nakupa se je namensko kupovala in pripravljala oprema za vozilo, zamenjali so garažna vrata v gasilskem domu, opravili so manjše in večje opravila v nov gasilskem domu, v zadnjem mesecu pa smo izdelali tudi nadstrešek od stopnišče. Zato se za pomoč zahvaljujem vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri omenjenih delih. Rezultat vseh prizadevanj je današnji prevzem novega gasilskega vozila GS 1625. Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem in vsakomu posebej, ki je kakorkoli pripomogel k nakupu tega vozila, še posebej krajanom, vodstvom, donatorjem, sponzorjem, občini Kamnik, članom društva in seveda tehnični komisiji, ki je ogromno svojega prostega časa namenila nakupu vozila. Hvala lepa in na pomoč. Sledil je nagovor predsednika Gasilske zveze. Seveda, še posebej lep pozdrav domačim gasilcem iz prostovoljnega gasilskega društva Šmarca, za katere je danes prav poseben praznik. Praznik, kateri bodo v svoje vrste pridobili novo gasilsko vozilo GVC 1625, katerega so si močno želeli. To so sigurno želje vsakega gasilca in to so tudi želje gasilcev iz Šmarce. Ko smo pred 5 leti podpisali tripartitne pogodbe, smo društvom manjših kategorij, prve kategorije, to je tudi prostovoljno gasilsko društvo Šmarca, dali dodatne možnosti, da same z lastnimi sredstvi nabavijo nova sodobnejša vozila. To so storili tudi gasilci iz Šmarce, saj so skoraj polovico sredstev zbrali s svojimi sredstvi. Zato vam imenu gasilski Kamnik še enkrat iskreno čestitam. Želim, da vam ta avto služi svojemu namenu, tako v naši gasilski zvezi, kot tudi širše. Na pomoč. Poveljnik Gasilske zveze Kamnik Janez Repanšek pa je povedal. Ko me je pred dobrima 2 mesecema poklical poveljnik in mi razložil novico, da so pri tamu odpovedale zavore in da društvo ni operativno sposobno, sem se močno zamislil. Sem dejal, da če novo vozilo je še v delu, staro je neizpravno, na način se bo treba znati. Sreča je dobavitelj vozilo dokončal v pravem času in tudi staro vozilo se je
servisiralo, tako da je operativna sposobnost spet na visokem nivoju na območju Šmarcev. To vozilo je namenjeno za ravninski del občine, to se pravi za posredovanje po nižjih terenih, za višja ležeča področja pa imamo navado, da kupujemo vozila, ki imajo pogon 4x4. To vozilo, ki ima klasičen pogon, ni nič slabše za to, ampak je namenjeno izključno samo za posredovanje po mestu in pa ravnin. Hvala lepa vsem krajanom, ki ste pomagali društvu, da se je operativna sposobnost dvignila in pa mirno vožnjo v bodoče. Spregovorila pa sta tudi predstavnika Botrov vozila. Bi se zahvalil vsem gasilcem, še posebej pa šmarskim gasilcem za njihovo kvalitetno dosedajšnje delo. Lahko rečem, da imamo mi v Menini s tem največje izkušnje. Če se spomnim na požar v lanskem letu, bil je v dopoldanskem času, ko so vsi zaposleni, seveda prvi so bili prisotni meninski gasilci. Takoj za njimi pa so bili gasilci iz Šmarce. Morate vedeti, da je najpomembnejša pri požaru hitra pomoč. Ne samo v tem požaru, tudi v primeru, ko so bile prisotne poplave na tem območju pred leti, tukaj so v veliko pomoč bili šmarski gasilci, neprestano so dežurali in preprečevali najhujše. Zato bi se vam zahvalil in bi prosil, da skupaj podarimo en aplavz šmarskim gasilcem in pa tudi ostalim gasilcem za njihovo požrtvovalno delo. Del uspeha, ki smo ga dosegli na naši poslovni poti, smo želeli tudi deliti z lokalnim okoljem. Hkrati pa smo se za to donacijo odločili, zato ker je v bistvu podjetje, to se pravi Šmarca, ima prav posebno mesto v naših očeh. Ne le zaradi tega, ker je bil tudi prvi sedež registriran prav tu, pač pa tudi, ker so vsi začetki podjetja Elektronček vezani prav na Šmarco in na njihove ljudi, ki so še danes del Elektrončkove zgodbe. Seveda upamo, da nikoli ne bomo potrebovali vaše pomoči, hkrati pa smo resnično veseli, da je šla donacija v prave roke in v dobre namene in iskrene čestitke gasilskemu društvu Šmarca za to novo pridobitev. Pa se poslovimo z mislijo pevk in pevcev gasilskega pevskega zbora Šmarca.